Ej, Manca, hruščkove granole je zmanjkalo. Že spet? Se ni čuden, če jo vsak dan toliko poješ. Samo rifuzlo nam jo je tudi včeraj zmanjkalo. A ja. Kaj pa, če bi dan šla kar v Maribor do Anje po novo zalogo? Sam res, daj pejva. A misliš, da nama bo Anja pokazala, kako pripravlja hruštek? Ja, itak da bo. Pa mogoče bova lahko probala še kakšne druge okuse. Jaz sam upam, da bo doma. Jaz tudi. Kaj pa vidva tukaj? Prišla smo po hruštek. A ga je spet zmanjkalo? Ja, Anja, vse smo prodali, a bi lahko novega naredili. Ja, seveda, pridite naprej. Ja, dajmo. Granola z malinami in z indijskimi oreščki, ki je sladkana samo z agavinim sirupom in je primerna tudi za vegane. Pri granoli gre pa v bistvu za en ameriški koncept, s tem so Američani začeli, kjer ti iste sestavine, kot so mislili, vzameš, jih pa preliješ z neko maščobo, oljčnim oljem, kokosovim oljem in z nekim sladilom, v našem primeru je to med ali pa agavic sirup, in potem to fajn premešaš, da se enakomerno razporedi po suhih sestavinah in spečeš v pečici, da postanejo hrustljavi. To je potem granola. Pri vas je super, zato ker v bistvu nimaš toliko dela z samim polnjenjem vrečk, z lepljenjem nalepk, z zapiranjem vrečk in s to logistiko. V bistvu vzameš kanto, nasuješ noter 10 kg za rifuzl, daš ga na nalepko in pošlješ. Poleg tega je tudi bistveno bolj prijazno do okolja, zato ker je neprimerno manj embalaže. Poleg tega naša praksa je, da nam vedra vsakič vračate, kar pomeni, da v bistvu res kroži tistih par veder. Recimo, kadar je letina, imamo slovenske orehe, vedno imamo slovenski med, slovenska bučna semena, jabolka so slovenska, en del žit, recimo pira je slovenska. Anja, daj povej nam, s čim pa ti najrajš to ješ, oziroma kaj priporočaš nam, da si pripravimo za zajtrk skupaj z granolo? Ja, moja najljubša izbira je sigurno jogurt, recimo grški jogurt, navadni jogurt, ker z sadnim so mogoče malenkost presladki. Dobri so tudi z mlekom, s kakim riževim mlekom recimo, ovsenim mlekom recimo, pozimi so super v toplem mleku. Tisti, ki pa ne smejo mlečnih izdelkov uživati, jim pa priporočam, da mešajo samo z vodo, pa narežejo zraven kako sveže sadje ali pa s kakim 100% jabolčnim sokom so tudi zelo dobri. Hvala ti, Anja, Dan, za to izkušnjo. Res je bilo super videti, kako nastanejo granole. Hvala vama za obisk. Če bi tudi ti rad spoznal Anjo, pridi 11. maja v Rifuzl na degustacijo hruščkovih granol. Dogodek je že objavljen na Rifuzlovi Facebook strani, tako da se označi, da prideš. Dobrodošli 11. maja v Rifuzlu. Se vidimo!